vzeli za nič. Majhna in stara, še daljinca nima. Vsi prijatelji že imajo v svojih sobah velike in moderne LCD-je in plazme. Jaz pa to staro škatlo. Ampak malo bom imel tudi jaz novo. Naročil sem jo Miklavžu. Arta noče nič slišati o novi televiziji. Mama pa pravi, da mi bo še tole skrila. Veliko želja imaš. Najtežje bo s televizijo. To je draga stvar, pa niti ni tako pomembna. Zato smo se v Nebesih odločili, da bo letos malo drugače. Najprej bomo pregledali, kako je z lanskimi darovi. Saj imaš vse spravljeno in pridno uporabljaš, kaj ne? Nocoj daj na mizo vse tisto, kar sem ti prinesel lani. Moji angeli bodo darove pregledali in potem se bomo odločili, kako bo z novo televizijo. Te lepo pozdravlja, tvoj sveti Miklavž. Gotovo Miklavž misli na kaj drugega. Kaj sem že dobil lansko leto? Rolerjem? Ne, te mi je prinesla butrca za rojstni dan. Kaj pa je bilo? Točno, žoga! Ampak sedaj je počena. Vse jo bom dal na mizo. O, avtomobilček. Kakšno veselje sem imel z njim. Pa je šel samo 2 dni. Ja, seveda, pa tale jopa. Te sicer nisem naročil. Miklavž mi je kar sam dodal. Malo je strgana in umazana, pa kaj mora? Igračo, obliko in celo svetopismo. Kadar oddaleč vidim to knjigo, me kar strese. In tule leži pismo za Francita. Morda bomo pri drugih otrocih tudi našli take zanimive stvari. Zdajle, ko vas ni doma, bomo lahko prebrskali vaše sobe. So tudi tako razmetane kot Francitova. Ne govorite, bomo že sami videli.
Невишка, sreča brezmejna in vse nas objame. Dobri Miklavž v sreči zemljane. Dober večer, dragi otroci. Kako vesel sem, da sem danes tukaj z nami. Če imate darila pridni, veste, dragi otroci, za vsa darila morate biti hvaležni. Za vsa darila, tista, ki vam jih prinese sveti Miklavž, ali tista darila, ki vam jih dajo vaši starši.